prva asociacija res ta vtis nečesa precej temačnega, pravzaprav res tako pozno jesenskega, ampak obenem pa zelo posrečenega in psihološko presenetljivo niansiranega. Ja, mislim, da se tukaj tudi lahko nekako sledi temu avtoričinemu loku, ko pač gre od teh prvih zgodb, ki so pravzaprav bolj nekako otroške, čeprav so tudi lahko na primer tako apokaliptične na način, kot recimo pri Komet prihaja, ampak so vseeno na neki bolj otroški ravni, do potem poznejših zgodb, kot je recimo tudi zbirka kratkih zgodb Nevidni otrok in druge zgodbe, ali potem naprej, na primer Očka in morje, pa potem tale November v Mumini dolu, ki je pravzaprav taka zadnja daljša pripoved prozna o muminih. Tukaj postajajo čedalje vidnejši razni problemi, medsebojni, osebni in podobno, ki jih po mojem lahko še bolj kot otroci cenijo odrasli, ker jih tudi zasledijo in vidijo, jih prepoznajo. Tako da te poznejša, ko so njena dela v Muminih, bolj se mi zdi, da so zanimivo branje tudi za odrasle. Moram reči, da meni se zdi, da je potrebno tudi na vsake toliko vplesti kakšno besedo, nekaj takega strašno nenavadnega, ampak ja, nekaj takega, kar mogoče ni uporabljeno vsak dan, ampak je recimo neko bogastvo slovenskega jezika, ki je v nevarnosti, da izgine oziroma da potem začne rabiti tako pešati, da potem izgine, če tega zavestno tudi na vsake toliko ne pokličemo nazaj. Pa jaz ne vidim, da bi to pač imelo kakršnekoli posledice pravzaprav za prevajanje. Je tudi tako, da pri nas zelo dolgo niso bili znani, ne. Torej res tam so, ponekod so res velik, res neka tržna znamka, vse mogoče predmete najdeš s temi motivi Muminov. Potem obstaja celo neka opera, to se mi zdi posebej posrečeno, pa seveda ogromno teh gledaliških predstav, risank, nič koliko in podobno. Ampak pri nas se to šele zdaj začelo uveljavljati, ne, ker sicer je že prej prevajala Darinka Soban, ampak tisto nekako se ni tako zelo prijelo, ne, tudi meni, na primer, Mumini niso bili znani, vse dokler jih nismo začeli brati pri lektoratu švedščine. In mislim, da je zdaj to precej bolj prepoznavno, kot je bilo, tudi recimo Mladinska knjiga je čisto sistematično zapolnila to vrzel, tako da pač zdaj so prevedene vse te daljše knjige. Pri založbi Sanje, na primer, izdajajo stripe, pa potem tudi take stvari za čisto majhne otroke, take knjižice. Tudi sem videla recimo ogromno risank, ki jih predvajajo na to temo, tako da pri nas so pravzaprav zdaj Mumini doživeli neko tako pozno uveljavitev, pa še zmeraj jih ne poznajo vsi, ne. Ne, to pa moram reči, da ne, ker televizijo zelo malo gledam, no, tako da jaz sem sicer šla mogoče dvakrat v kino, ko je bilo v kinu, ne, ampak moram reči, da tega pa nisem spremljala. Ja,
takrat, ko pač delaš na enem prevodu, ti je najbrž ponavadi tisti najbolj zanimiv. Zdaj, jaz moram reči, da na mene osebno je naredil zelo velik vtis en prevod, ki dejansko sploh ni bil v slovenščino, ampak je bil obratno, iz slovenščine v angleščino. In to je bila poezija Milana Jesiha. To je potem izšlo pri eni ameriški založbi, taki bolj butični. In tisto recimo je bil zame res, tisto je naredilo name res močen vtis, ker pač prevajalec se poglablja v besedila in tukaj je šlo tudi za formalno, za neko formalno dovršenost. To so bili recimo že na začetku ti soneti, soneti drugi in potem pač vsa ta dela so bila dosti zahtevna, pač tudi že po formalni plati in mogoče mi je zaradi tega potem tudi vsebina nekako segla veliko bolj do zavesti in mi veliko bolj spodbudila domišljijo, kakor če bi tudi človek to samo bral pač kot bralec. Tako da tisto je bila recimo zame neka zelo močna izkušnja. Ja, prvotno je bilo tako, da sem pretežno sprejemala pač tako bolj pasivno ponudbe založb, ker so bile to res tudi blazno zanimive knjige, ki jih jaz prej nisem poznala in ki so mi res zelo tudi razširile nek horizont. Ampak po drugi strani je pa zdaj mogoče v zadnjih časih večkrat to, da me tudi recimo sprašujejo že a priori za kakšen predlog in potem recimo zlasti pri švedskih avtorjih, tako da potem so recimo kakšne založbe zelo dovzetne za sugestije, ker se pravim, prej bilo pa tako, da itak pač človek ima tako kapaciteto, kot jo ima in recimo, če pač dobiš en kup res zanimivih predlogov, potem se seveda niti ne boš kaj silil s svojimi lastnimi, ampak boš z zadovoljstvom tisto vzel. Tako da recimo zdaj recimo so ravno, smo imeli neke predstavitve, na primer angleške metafizične poezije. To recimo ni bila moja zamisel, ampak ko je pa urednik Brane Snegačnik na Družini mi predlagal ravno te pesnike, se mi je pa to zdela krasna ideja. Ja, to je tudi recimo, nekatere te knjige, ki sem jih prevajala, so bile tudi zelo pač take aktualne, aktualne uspešnice recimo in tam tudi dobro vidiš, kako pač recimo te razne slengovske izraze, ki jih recimo ne boš našel pri kakšnem Strindbergu. Tako da, ja, to mislim, da je pač pomembno zmeraj bilo, da si veliko bral. Zdaj seveda imaš pa tudi te starejše avtorje, ki so pa seveda spet drugačni in pač tukaj potem poskušaš tudi v prevodu pravzaprav poustvariti to, a gre za nek tak klasičen način izražanja, kot recimo kakšen Strindberg, ali gre za recimo tudi kakšne take pogovorne partije, ki morajo biti pa tudi v slovenščini popolnoma pogovorni. Seveda sem tega zmeraj zelo vesela, Moram reči, da ena prvih stvari, na katere pomislim, je to, da je to fino tudi za knjigo, ker bo zdaj recimo spet deležna nekaj več pozornosti in to se mi zdi zmeraj blazno pozitivno.